Jaz sem se danes odločila narediti še en video v živo, zato ker to, kar se je zdaj razvnelo glede kmetov, pa glede teh duhovnežev, vam povem, ni čuden, da smo v stanju, kakršnem smo. Razdvojen, pljuvamo en po drugmu, jaz ne. Do zdaj sem bila tih, zdaj pa ne bom več. Pa veste, zakaj ne? Zakaj so se lažni duhovneži tako razplamteli? Oni imajo toliko zapovedati čez druge. Kakšni smo? Oni vse lahko povejo, pljuvajo, razgaljajo, dejstva, ne vem, kjašna. Mi, ka pa delamo, ustvarjamo, pa kar res lahko nekaj pokažemo, moramo biti pa tiho. Zakaj? Zato, da ne motimo miru teh kvazi poduhovljenih. Mi moramo biti zavezanim ustom, zato, da oni lahko širijo lažno duhovnost, ne vem za koga. Da se pod objavo lahko razprsijo vsi, ki to lažno duhovnost podpirajo. Ne bom več tiho. V prejšnjem posnetku nisem omenila niti enega z imenom in priimkom. Veste, kaj je zdaj zanimivo? Da se prepoznajo. Prepoznajo se. In zakaj se prepoznajo? Zato, ker imajo slabo vest, ker vejo, da ne delajo prav. Ampak mi moramo biti tiho, zato, da ne motimo njihovega miru, njihovega kvazi umetnega lažnega delovanja. Ali ni to noro? Ljubi ljudje, a ni to noro? Zaradi tega, ker morajo biti ljudje, ki res nekaj naredijo, ki delamo spremembe v sistemu, tiho, zato da lahko fucking sistem deluje svojo agendo, rabi lažne poduhovljence, da agenda lahko uspeva. Jaz upam, da je večina vas spregledala. Upam. In zdaj se mi zamislimo, da to še nekaj časa pustimo, kam bomo prišli. Brez svoboščin bomo ostali. Vodili nas bojo kvazi poduhovljeni. Mi bomo mogli biti pa lepo tiho, kot v inkviziciji. Ko smo ženske, ko smo nekaj vedle, mogli biti tiho. Drugače nam je šla glava. A bo zdaj isto? Sam to sprašujem. A bo zdaj isto? In dokler se mi ne bomo zbudili in rekli, zdaj pa dovolj, tega ne bomo več podpirali in takim kvazim poduhovljencem zaprli vrata dol, smo soodgovorni, kakšno prihodnost, kakšno zemljo, kakšen zrak bomo pustili našim potomcem. Zavedajmo se tega. Vsi skupaj. Zdaj so se spravili na kmete. Tudi kvazi poduhovljeni. Oni vejo vse. Veš no, vse. Spravila se bom na pokojnine, na plače, na bajno drage avtomobile, na jahte, na vse se bom spravila. Je bila ena objava, mislim, da celo na Twitterju, da kmetje se vozijo z 250.000 evrov vrednimi traktorji, eni pa nimajo 20 evrov v tošlu. Pa kdo je kriv temu? Kakšni 250.000 evri? Kmetje so se začeli norce delati, prodajamo traktor pa 2 kosilnice, nismo vedeli, da imamo tako vrednost. Pa ljudje božji. A dejansko vemo, kakšna je vrednost? Ne vemo. Še tole vam povem. Ljudje delajo za minimalca. A ste kdaj videli direktorja tega podjetja, s kakšnim avto se vozi, v kakšni vili živi, s kakšno jahto se prevaža na morju? Koliko eno tankanje za tako jahto košta? Ne rečem, da ima dobro plačane delavce, pa da jih nagradi za pošteno delo.
koliko je takih, ki imajo delavce na minimalcih, razliko oni pobašajo, za nameček pa od države zahtevajo subvencijo do plačilo unga mizernega dohodka do minimalne plače. A ljudje, a vi veste to? A kaj raziskujete? A se je kdo v te stvari poglobil? Nobeden. Treba plovati po kmetih, kakšni prasci so, s kakšnimi bajnimi traktorji se vozijo. Veste kaj? Če bi pleh pičke vedle, koliko traktorji koštajo, se nobena ne bi limala na Audije, na Mercedese, na Porscheje, ne vem. Razumete? Pojdimo se malo norce delati. Še to. Zakaj ne? Tisti iz mesta, ki jim gre tako v nos. Kva vse kmetje imajo? Pa pejte do kmeta pa rečete, naj vam da kmetijo v najem, pa probajte. Probajte svojim rokam, svojim cajtam, z lastnim žulem ustvariti to, kar je on ustvaril. Vključno s subvencijam. Pa bomo videli, kam daleč boste prišli. Zato boste mogli prevzeti svojo usodo v svoje roke. Jaz spoštujem tako delavca, kot javne uslužbence, ker sem bila in delavc, in javni uslužbenc, in zdaj sem samostojna. Vse spoštujem, ker sem probala vse troje stvari. In si ne bi upala javno pljuvati po nobenemu. To samo tisti delajo, ker res nimajo pojma, ker jih drži samo ta zavist, pohlep, ego in ne moč. Ameriški agrobiznis. A vi veste, kaj je to ameriški agrobiznis? V Indiji je ameriški agrobiznis v pohlepu za bajne dobičke spravil milijone kmetov ob premoženje in ob življenje. Zato, ker je indijska vlada pristala na to, da spusti v državo ameriški agrobiznis s gensko spremenjenimi semeni. Kaj mislite, je bila vojna v Iranu? To je bila vojna pod krinko semen demokracije. In ta semena demokracije so bila gensko spremenjeni organizmi. Veste vi to? In kaj se zdaj pri nas dogaja? Ista zgodba. Ker, a to veste, kako je prišla gensko spremenjena soja v Evropo? Dokler je bil sistem v Evropi še nekako pri stvari in še niso toliko snifali kokaina, kakor ga zdaj snifajo, gensko spremenjena semena niso mogla priti v Evropo, ker je bila zakonodaja na tem področju tako stroga, da niso pomagale ne podkupnine, nobena stvar. To je bilo v začetku 80-ih let prejšnjega stoletja. Ker seveda te ameriški kongresniki, jaz jim pravim odpadniki, niso mogli drugače priti v Evropo, so to gensko spremenjeno sojo v zabojih prešvercali v Evropo, na katerih z deklaracijami, kjer je bila noter navadna soja. Kao navadna soja. In preden so to pogruntali evropski inšpektori za varno hrano, je to bilo že par let na tržišču. Pejte si prebrati knjigo Semena uničenja. In kaj se danes dogaja? V Sloveniji, ker ne upajo, kljub vsem pritiskom, v Sloveniji na trg plasirati gensko spremenjena semena, so se zdaj spravili na zeleno revolucijo v kmetijstvu. Hidroponika, koliko je to vrhunsko dober. Hektarski donosi ne vem kakšni, semena vrhunska. Kaj pa ozadje?
Kdo to podpira? Kdo to plačuje? Kdo to podkupuje? To me zanima. Upam, da tudi vas. Ja, Alenka, v Vojvodini ne smejo imeti več svoje soje že nekaj časa. Ja. Se pri nas so tudi nekaj časa pritiskali, da avtohtonih sort pa ne. Tudi tisti, ki dobivajo subvencije, naj bi pač imeli določena pravila. A veste kaj? Jaz sem glih danes napisala eno objavo, da naj se že ta blesov, zmanipuliran, podkupljen sistem neha vtikati v zdravo kmečko presojo. Pa bojo kmetje naredili točno tisto, kar je treba. Eden je napisal, da slovenskega kmeta pa ne rabimo, mi rabimo obdelano krajino, pa tele mamino, kdo ti bo pa obdelal krajino? A boš ti šel kositi z navadno koso? Kdo misliš, da ti obdeluje krajino? Ja, kmet! Z 250 000 evrov vrednimi traktorji, kao. Ocene laikov. A ne? A takrat se pa ni nobeden vtaknil v kmeta, ki so imeli, da ne bom rekla, predpotopne stroje, predpotopne traktorje in tako naprej. Kva koga briga, koliko ima kmet traktorjev? Dokler imate vi hrano na trgovskih policah, pa dokler je obdelana krajina, ma zaradi mene, če se vozi z milijonskimi traktorji, boli me kurac. Ljudje, ki se vtikajo v to, da nimajo denarja, a veste, koliko kmetov pros za pomoč na centrih za socialno delo oziroma na zavodih za zaposlovanje, če bi kdo hotel iti polet, ko so konice za delo, iti delati pa pomagati. Nobenga ni nobenga. Oni pa že ne. Ker bo črno za nohti. Pa prešvican bojo, pa smrdel bojo od švica. In zdaj se ta isti kurčijo, da imajo samo 20 evrov, da še 20 evrov nimajo v žepu. Kar imajo preveč. In dokler mi skupaj ne bomo stopili, pa en drugmu pomagali, džabe nam, kvazi duhovneži, ne vem kakšen sistem, brez veze. A res, Alenka, me je zmrznala? Ja, očitno ne smem kletlej. V glavnem, sam toliko, ne bom dolga danes, nisem nič prej napovedala, da bom imela kakšen video, ampak sam toliko vam povem. Ljudje, moji božji, noben mu ne rabite verjeti, tudi men ne. Prepričajte se, raziskujte sami. Vklopite zdravo kmečko pamet, zdravo kmečko presojo. Takrat, ko človek spusti nadzor, potrebo po pljuvanju po drugih, se prveže na univerzalno zavest in tam noter je vse znanje, ki ga rabimo, vsa orodja, ki jih rabimo, vse informacije, ki jih rabimo. Vsi se sklicujejo na Tesla. Tesla je bil pošten človek. Njega je brigal, kva drugi mislijo. On se je priklopil, kanaliziral in ustvarjal. On se ni šel nobene kvazi duhovnosti. In najbolj se sklicujejo na njega oni kvazi duhovneži. Ko ono treto? A ste kdaj prebrali, da je kogarkoli šimfal? Še tistih ne, ki so mu vse ukradali. Tok je bil ponižen. Če se že sklicuje kdo na Teslo. Jaz sem prebrala njegov življenjepis. Vsa čast mu, kapo dol, bil je veličina, tako kot je danes pater Gržan. Kapo dol. Nekaj vam povem, ljudje božji. Zdrava kmečka pamet je največji božji dar, ki ga lahko imamo, ki nam je bil, ni nam bil podarjen, ampak smo dobili nagrado za to pamet, ko smo spustili ego, posesijo
nadzor nad drugimi in pa, ko smo začeli odpuščati svojim največjim učiteljem, ki so nas driblali, drpajsali, pljuvali, podtikali, lagali. Takrat te človek, ta univerzum, ta višja zavest obdari zdravo kmečko pametjo. To je nagrada. Jaz vam ne znam povedati, niti vam ne znam dati drugega nasveta kot to, pejte sami vase, v svojo nutrino. Ena je enkrat tako lepo napisala, pa ne vem, če zdaj le gleda, ko uspeš odpustiti svojemu nasprotniku, tistemu, ki ti je prizadajal največje rane, takrat si ti osvobojen v svojemu srcu, tisto, kar moraš biti, in takrat si se osvobodil od vsega. Hvala za ta čudovit nasvet, ki mi bo za cel življenje ostal v glavi. In sam nekaj vam povem, ljubi moji, prepoznajte, raziskujte in obrnite hrbet vsakmu, ki pljuva po drugih. Taki ljudje rabijo na ta način pumpati svoj ego, da jih drugi podpihujejo še na ta način. Bravo, 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 dajmo ga, sufajmo ga, kukar, krokar, žrtev. Ne. Ne. To je podlo, nizkotno, nič vredno. Če ne moramo sodelovati, če ne moramo en drugemu pomagati, se pa zapre vrata, pa naslednja, prosim. Ali pa okno, ali pa karkoli. Zakaj je treba to narediti? Da se bodo začele spremembe v Sloveniji na tej višji univerzalni zavesti še hitreje dogajati, še bolj masovno dogajati, pa da bojo naredile trden temelj. Te spremembe. Dokler bomo pa mi podpirali to kvazi klinčevo poduhovnost, ne bomo kamor prišli. Žal mi je za vse tiste, ki to poslušajo in se v tem prepoznajo. Če se v tem prepoznaš, je nekaj na tem. Potem imaš ti problem, ki ga moraš predelati. Ta špegel sem tudi jaz dobila. In ogromno stvari sem mogla vse predelati. Da sem znala prepoznati sporočilo, ki je prišlo. Ampak to sporočilo prepoznaš takrat, ko začneš razmišljati zdravo kmečko pametjo. Veste, po drugi svetovni vojni je bilo večina prebivalstva na podeželju. Večina je bilo kmetov. Ampak ta ameriški agrobiznis pač ni dal miru in se je razširil po celemu svetu in kmečko prebivalstvo potegnil v mesta. Tam je boljš, tam je vse in sploh, tam boste imeli ulala. Ampak bolj, ko danes prepoznavamo, vedno več ljudi iz mest tiši na podeželje. Zato, ker je tam drug zrak, ker je tam mir, ker je tam spokojnost, ker je tam veliko zelenja, ptičje petje, neka druga realnost. Ampak ljudje, če greste na podeželje, vedite, da tam so krave, tam so petelini, to je zakonitost podeželja in to sprejmite. Zahvalimo vsak trenutek za to, da se sliši krava, da se sliši petelen, da se sliši kurje dretje, da se sliši oslovsko riganje, da se sliši kozje meketanje, ovčje blejanje, pa da včasih tudi mal po gnoju zadiši. Ma pač svoj von. Ljudje so se zdaj spravili na gnojevko, na gnojenco, pa ne vem kva še vse. A se vi spomnite? Ne vem koliko let nazaj, ko so mogli kmetje delati gnojišča po poljih. Jaz ne morem razumeti tistega idiota, ne morem drugače reči, ne morem, se opravičujem,
ker nimam druge besede za to sprijenost uničevanja narave, da je šel to sprocesirati, da so ljudje gradili gnojišča po polih. Klele tudi, ko sem jaz zdajle, sta bila 2 gnojišča in jih ni nikjer več. Hvala Bogu, da so bili kmetje toliko pametni, da so to podrli. Sistem v kmetijstvu nam vodijo ljudje, večinoma iz mest, ki so naredili šolo, faks, večina od njih doktorate, neki od njih doktorate, in zdaj mislijo, da imajo toliko znanja, da Boga držijo za jajca. Prosim lepo. Prosim lepo. Jaz jih poznam in vem, kako funkcionirajo, ker sem bila v javni službi. Glih toliko sem bila, da sem videla, kako zadeve funkcionirajo. Katastrofa! Folk nima blage veze, kaj so minimalni higienski standardi, pa inšpektori so. Nimajo, jaz znam dobro argumentirati stvari. In so mi inšpektorci direktno na licu mesta pokazala, da tisnikov klinčov pravilnik je samo za rito brisati, pa za podkurt, pa čisto nič drugega. In vse, kar sem ji rekla, mi je dala prav. Toliko sem ji zadeve zargumentirala. Ja, Mojca, lažna pozitivnost. Bravo, bravo. Lažna pozitivnost. Nisi mogla boljš napisati. Hvala. Tako da, ljudje, nekaj sem imela še v mislih, da vam moram povedati, pa mi je ušlo z glave. Nič hudega bo pa za naslednjo rundo. Ampak res mi je tako hudo za ljudi, ki so tako skrenili poti, ki jih osebno poznam, drugač, čudoviti ljudje, z izjemnim znanjem, z izjemno karizmo, pa so se predali lažni duhovnosti. Ne morem verjeti, tako izobraženi, tako šolani, da so tako zabredali. Enostavno, moje podstrešje nima takega dosega, da bi to dojelo. Katastrofa. Hvala Bogu, da so posamezniki, pa mislim, da jih je vedno več, s to zdravo presojo. Res. Takrat vidiš, da si v bistvu, da imaš prav božji blagoslov univerzuma, da imaš take ljudi okrog sebe. Drugač se ti lahko zmeša. Prtakmo. Majda, ja, res, teorija brez prakse je ničelna. Dobesedno. In veliko ljudi govori nekaj na pamet, pa nima blage veze, pa še folk zavaja, tisti folk mu še ploska zraven. Katastrofa! Noro! Ljudje! Od sistema. Zakaj sistem? Oziroma folk, ki je zaposlen na odgovornih mestih, ne funkcionira. A veste, zakaj ne? Še enkrat se bom spravila na kvazi duhovneže. Sej ni vreden, itak bo vse crknil, itak bo se propadal, mi smo že rešen, Trump je že zmagal, lejte, takle vam spravljajo iz sebe. In folk mu ploska, ja, sej res, mi smo že rešen, sej že vse fertik, juma krož po Jadranu, jih pokajo. Veste kva, jaz za enega ne vem, da bi ga likvidirali, za enega ne vem, da bi ga zaprli, za enega ne vem, da bi ga ne vem kaj, ni dokazov. To je samo, oni so podporniki, da gre agenda veselo svojo pot naprej. To imamo mi od kvazi duhovnežev, da agenda pele svojo pot naprej. Zdaj bojo v maju, konc maja, imajo v VHO-ju tele amandmaje na mis. A bojo sprejeli ali ne bojo? Jaz se vsem zahvaljujem, ker ste poslali podpise podpore
proti podpisu oziroma sprejetju nadaljevanju za te amandmaje. Hvala vsakmu posebej. Zdaj konc maja bo treba speljati stvari, pritisniti na odgovorne, jih pozvati, da bodo sprejeli odgovornost za čisto vse posledice, ki bojo sledile zaradi tega. Kdo bo to naredil? Kvazi poduhovljeni, kaj je taki žani že vse fertik, sej ne bo podpisa, sej ne bo tega, sej ne bo una. Ravno oni podpirajo agendo, da se bo izvršil točno to, v kar oni imajo mokre sanje. In oni bojo pa rekli, joj, mi nismo nič krivi, ste sami odgovorni, ma da bi ga škloptal satana. Zdaj se govori o davkih, 15-minutnih mestih. Kje so kleti poduhovljenci? Ne, se to za njih ne obstaja. Oni so izven tega. Potem pa še svoje sledilce na to stran potegnejo. Ne, pa vi ste blesavi, kaj se vi greste? To je odskočna deska, da se agenda spele. Če naši dedi pa babice ne bi šli z vilam, s kosam pa z motikam proti grofu, ko je od njih zahteval nenormalne davke, nenormalne pogoje dela, ne bi zmagali. Mi bi bili danes, Bog ve, kje že. Ali nas sploh ne bilo, ali bi, ne vem, si ne znam predstavljati. In takrat, če se je najdu kakšen kvazi poduhovljenc, jaz bom pa mantral, ne, jaz pa ne bom šel, nagonili so ga! Maš, da si zraven in gotovo, pa samo probaj kaj zgoflat grofu. Jih je fasal, da si je za cel življenje zapolnil. Kaj pa danes? Oh, veste, mi smo tako duhovni, za popizdit duhovni. Eden bolj pameten od drugega. Odgovornosti pa noben ne prevzame. Pa ne samo to, niti eden ne premakne ničesar. Oni samo čakajo, da bodo polka se bo speljal, spet pluval. Jaz upam, da se bo najdel en tak plunc, da jih bo za večno utišal. Pa žalim slučaj, če se kdo prepozna. Jaz samo povem tisto, kar je res. To je pa to, da drvimo točno v tisto, kar oni sanjajo, in na podlagi teh kvazi poduhovljenih agenda gradi svojo prihodnost. Klaus Schwab je v svoji knjigi lepo opisal, kdo vse pomaga pri agendi. In to so tudi ti kvazi poduhovljeni. To, da boste vedeli, malo bodite pozorni. Ja, mojca, za njih nič ne obstaja. Ne, nič. Darja, res je, iz zgodovine se nismo čist nič naučili. In gradniki agende že 100 let gradijo to, kar se točno danes dogaja. Dali jim bomo cono udobja, vse, pa jih bomo pa na človekovih pravicah zahaklali. A kdo kaj bere? A kdo kaj študira? O, Vili, kaj se spet dogaja? Spravila sem se na kvazi duhovnice, pa na tiste, ki pravijo, kakšne bajno oblačene traktorje imajo kmetje. Svetovala sem jim, da če nimajo 20 evrov v denarnici, ne grejo do kmeta, pa naj mu rečejo, naj mu dajo celo kmetijo v najem, subvencija mu red. To sem danes imela. Ja, no, to, da ti povem, da boš vedel. To sem danes imela. To. Pa to zato, da se že enkrat razčisti, kam kdo spada, kakšna je čigava vloga, da sem probala biti delavc, v javni upravi zaposlena in pa kot samostojna doma, ker se živim svojim rokam, svojim žulam, svojim cajtam. Pa lih, čakaj, kdo mi je že rekel, ena je rekla, pa še cajt se imaš v živo javljati, a veste, včasih, ko ti hrbet začne odpovedovati, moraš narediti 5 minut pauze, da malo k sebi prideš. V glavnem, lejte, ljubi ljudje, tokle vam bom povedala, eden od drugega smo odvisni. Žal, ta trenutek je situacija taka, da brez hrane
ne moremo preživeti. Brez kmeta ni obdelanega podeželja. Spoštujmo en drugega, ker smo en od drugega odvisni. To, kar se spravljajo ljudje na kmete, naj se spravijo še na svojega delodajalca, malo naj pogledajo, s kakšnim jahtami se voz, koga ga košta eno tankanje. Ena srednje velika jahta gre noter za 70-80 tisoč evrov goriva. Toliko vam lahko povem, iz prve roke. Srednje velika jahta. Koliko ur morate vi delati, zato da si on to lahko privošči? A delavci se pa nikoli niso vprašali, zakaj imajo minimalne plače. Pa še država subvencionira, da delodajalec lahko da do minimalne plače. Zato, ker so toliko škrti, da bojo izkoristili vse državne subvencije, da bo njim čim več ostalo. Kmet pa dobi subvencijo za to, da lahko sploh preživi. Če so pa ljudje varčni na kmetih, vi morate nekaj vedeti, da kmet predela večino hrane doma za sebe in tukaj nekaj privarčuje. In kmetje, ki so šparovni, dajo na kup in potem se z tistega kupa kupijo. Kmetje nimajo plače. Cela družina se odpove plači, da lahko vlaga v kmetijo, da iz nje nekaj naredi. Aha, zdaj sem se pa spomnila, kaj sem hotela prej povedati. Glede fitofarmacevtskih sredstev, zdaj je aktualno, da se, zdaj pa ne vem, kjer, da nam narobe rekla. V glavnem, eden od slovenskih ali sindikatov ali kaj se bori, da se fitofarmacevtska sredstva obdržijo. Za varstvo rastlin, za varstvo se pravi proti boleznim in tako naprej. Zdaj vam moram jaz tole razložiti. Zakaj je zdaj to tako? Ogromno denarja se s kmetijstva potroši tudi za uporabo fitofarmacevtskih sredstev. In določenim službam, ki imajo od tega koristi, ni v interesu, da se zmanjša uporaba fitofarmacevtskih sredstev. Jaz sem pa rekla tako, ker smo pač z določenimi ljudmi v sistemu na vezi, dajmo mi dati kmetom podporo in preusmerimo določen del subvencij iz enega stebra v drugega, kmete naučimo zgledi dobrih praks, kako se to da narediti, pa naj se kmetje sami odločijo. Jaz verjamem, da marsikdo se bo z veseljem odločil, ko bojo potrošniki rekli, podpiramo to, dajmo pritisniti na kmete, dajte pridelati zdravo hrano, brez pesticidov, ki se da, pa kmetje bojo, verjemite mi, z veseljem to naredili. Suzana, hvala. Hvala ti. Tudi ti si, kar te poznam, si, človek z dušo, srcem, privezana na tisto zemljo, ki jo imate. Hvala ti. Bom pa šla enkrat s tabo na avanturo. Pa ne bom povedala, kjero. Z veseljem, si bom letos vzela čas, če ponudbo od lanskega leta še velja. To, da boste vedeli, kar se teh fitofarmacevtskih sredstev tiče. Nič ne pomaga pluvati po kmetih, kakšni so, treba jim je omogočiti alternativo in jim pri temu pomagati, namesto da se jim daje Naturo 2000, bi rajš mogli v sistemu odgovorni razmišljati, da bi določena sredstva iz subvencij prenesli na ta segment za pridelovanje zelenjave. Ker stroje imamo, tudi za mehansko obdelavo tal, da ne rabimo špricov, treba je uporabljati avtohtona semena, ki so veliko bolj odporna na bolezni in tako naprej, oziroma sploh večina odporna, sploh če se zemljo še tako pripravi in kolobari, da je nek plan narejen, lejte, smo pa zmagali. To so rešitve, ki jih imamo in tukaj ne pluvati, ampak treba je iskati rešitve. In rešitve so. Tako, Alenka, podpirati tisto, kar rabimo. Tako.
Bom, Suzana, z veseljem. Z veseljem. Bova si z Bojanom vzela čas, pa bova prišla. V glavnem, toliko, da veste, dajmo rajš energijo pljuvanja preusmeriti v to, da pritisnemo na sistem. Jaz bom videla, če bom uspela, en kolega se mi je peljal, pa me je pozdravil. Če bom uspela, bom uspela pripraviti to besedilo, pa vas bom prosila, ko bo pripravljeno, da ga pošljemo odgovornim in pritisnemo, da se gor oni spokajo ta pravemu delu in več, ko nas bo, prej bomo to naredili. Pa bomo imeli vsi zdravo hrano, lejte, nekaj morate vedeti. Več, ko bo ponudbe na trgu, nižjo ceno lahko iztržimo, ne moramo iti pod proizvodno ceno, ampak tako, da bo za vse prav. Vi boste dobili kvaliteten futer, ker, tudi če pogledate na trgovskih policah, ko prinesete domov kakšen korenček, vam v enem tednu zgnije. In kva ste naredili? Dali ste za 1 kilo 1 evro, na konc ste ga pol stran vrgli, pa je prišlo tiste pol kile 1 evro. Je čisto seglih, če bi kmetu dali 2 evra, pa imate korene, ki vam bo zdržal, dokler ga ne boste pojedli. Razumete to razliko? To morate razumeti. Ja, Suzana. Kaj me pozdravlja? Faca moja. V glavnem, resno, jaz sem za to, da se naredijo rešitve. Mi to so tudi včeraj z Alešem. On, veste, da ima tale studio, zdaj ima res profesionalno opremljenega in midva sva se včeraj kar dolgo pogovarjala prav o teh tematikah, da je treba pritisniti na odgovorne s pravilno komunikacijo, s pravilnimi vsebinami, jih pozvati k odgovornosti in postavljati vprašanja. Naj delajo, naj odgovarjajo, naj se zamislijo nad tem, komu bojo služili. Ljudstvu ali unam iz Svetovne trgovinske organizacije. Maja, hvala, da si. Predvsem povem, da sem zelo ponosna, da te poznam, da imam ta blagoslov, da so se najine poti skrižale, mi bomo še ogromno naredili. Ti imaš tokenega znanja, doma, direktno. Jaz računam na tebe, da ko bo zadeva prišla toliko daleč, da bomo šli po Sloveniji, pa ljudem predstavili to alternativo, da se kmete preusmer iz te komercialne pridelave hrane v alternativne, biodinamika, permakultura, sonaravno kmetovanje, ekološko kmetovanje, stroje imamo, semena imamo, Ptujski seminarski center imamo, zdaj smo pa mi ljudstvo tisti, ki imamo vso moč in vso odgovornost v svojih rokah. S tem bom jaz zaključila. Hvala, da ste me poslušali, hvala, da stojite zraven. Tisto, kar sem prej povedala, malo razmislite in podprite prave smeri, prave smernice, ne rabite mene, ampak podprite prave smeri. Tako da tudi mene lahko skritizirate. Še to povem, da pod mojimi objavami lahko sodelujete samo tisti, ki ste na Facebooku moji prijatelji, zato ker sem omejila, ker ne rabim več spremljati oziroma poslušati, brati nebuloze, tako da vi imate pa ta blagoslov, da lahko tudi svoje mnenje napišete. Tudi če včasih kakšno mnenje ni v skladu z mojim, napišite ga samo v nekem kulturnem dialogu, pa se bomo lepo pogovorili, pa da razrešimo stvari. Zdaj grem pa jaz nazaj v moj tale rajski vrt, kjer najdem svoj pokoj, spokojnost, da ne bom rekla kakšen pokoj, ker še nisem tako daleč. V glavnem, rada vas imam, vesela sem za vas, vesela sem, da ste zraven, da ste se odločili uporabljati zdravo kmečko pamet, ker to je danes prav blagoslov, da imaš to. Res, lahko ste veseli.
mislim, da je dost za danes tele Google mame, tako da grem jaz naprej, moram iti v pekarijo, jutri je petek, pa sobota, da se pripravim da pripravim stvari za tržnico, tako da zdaj nekako sestavljam ekipo, ki sem jo že imela lansko let na meni, ampak je šlo nekaj pogobe, tako da je bil že čas tak, da je tako bilo prav. Zdaj pa res, da bom lahko vam dala tudi to, kar predelam. Imam še eno dodatno njivico, upam, da se bo več predelala, da bom lahko večjim vam dala, kar že nekaj časa sprašujete, z velikim veseljem in z vso ljubeznijo. Tako da jaz, ko sem na njivi, sem med čebeljcem, sem med ptičkem, sem med hroščkem, sem med pikapoloncem, z vso ljubeznijo, z vso svojo prisotnostjo na njivi in takrat sem obožam rastline, pa rečem, fajn naredite. Tako da rada vas imam, vse lepo, pa se vidimo naslednjič. Zdaj se par dni ne bom javljala, zato ker nimam časa. Pa še Bojan, če me spremljaš, en lep pozdrav, dober okrevaj. Kaj ne rečem, hvala, da si, da me podpiraš in da gremo skupaj naprej. Rada vas imam. Srečno!